Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Hvaležno pozdravljeni, ljudje se zavedamo, da imajo telefoni neko sevanje in vse električne stvari, ki jih imamo v našem domu, ampak ne zavedamo se mogoče točno, kaj je tisto, kar pravzaprav škoduje. Ne zavedamo se, da mogoče naše telo potrebuje ves čas komunicirati med sabo. Celice komunicirajo med sabo, organi, pa hormoni, kaj se tam dogaja, zato da lahko uravnavajo vse skupaj. In vsa ta sevanja, ki prihajajo od zunaj, mobiteli, pa Wi-Fi, ruterji in vse pravzaprav te stvari, na elektriko tudi, na nek način zmotijo našo komunikacijo znotraj telesa. In že mnogo let se sprašujemo, kako pravzaprav škodijo vsi ti telefoni, kajti ko so se telefoni na nek način razpršili po vsem svetu, tudi pri nas v Sloveniji, jaz ko sem raziskovala, nisem našla neke raziskave, ki bi jo mogoče predtem naredili, kako pa bo to vplivalo na naše zdravje. Enostavno so postavili vse te postaje in vsi smo uživali v tem, da lahko tako prostoročno telefoniramo. No, v Sloveniji pa vendarle je glede tega kar nekaj aktivnosti in danes smo v našo družbo povabili dr. Tamaro Lah Turnšek, ki nam bo zaupala kaj več. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Dobro jutro. Predvsem pa najlepša hvala, da ste se odzvali našemu povabilu. Mislim, da je to pomembna tematika, glede na to, da včasih imamo občutek, da so ti telefoni že kar ta tretja roka postali, kar precej časa preživimo s telefonom v roki, nažalost tudi v avto, težko že grejo kakšni na WC, sploh na tisto številko 2 brez telefona. In vi ste pravzaprav raziskovali vplive. Mi smo raziskovali skupaj s skupino avstrijskih raziskovalcev vpliv radiofrekvenc in sicer točno tistih, ki jih oddajajo te sodobni pametni telefoni, mobilni telefoni. In aparaturo za proizvajanje teh frekvenc in teh energij, torej važna je tako frekvenca kot tudi energija sevanja. Aparaturo so skonstruirali v Švici in avstrijska skupina je imela dostop do te aparature in zato se nam je zdelo zanimivo, da bi preskusili to na celicah. In sicer več vrstah celic, vključno seveda z možganskimi celicami. Možganskimi zato, ker ne samo, da je telefon okrog nas, velikokrat ga tiščimo takole kar naprej na ušesa in to še posebej, kot ste rekli, mladi ljudje, mladostniki, ko prvič začnejo telefone uporabljati, to so ure in ure, ki jih lahko nekateri s tem telefonom v roki na dan preživijo. Ampak zanimivo je, da pri mobilnih telefonov sem prebrala, da v drobnem tisku telefona pa vendarle piše, da telefon ne smemo dati kar na uho, da ga je treba imeti nekaj centimetrov stran, kar pa seveda drobni tisk pač ne bere vsak, pa tudi lažje ga je kar nasloniti. Tako je, to je dobra pripomba, jaz tega nisem opazila, ampak vendar tudi nekaj centimetrov stran ni dobro, najbolje je imeti slušalke. Prostoročno torej? Ja, prostoročno, nekako, ker to pač vpliv prav gotovo z razdaljo raste. No, če grem nazaj, mi smo delali te poskuse na celicah, kjer smo jih dajali v to napravo in smo potem ugotavljali poškodbe, in sicer poškodbe tako jedra, celičnega jedra, kromosomov, kot tudi poškodbe te molekule DNA. Vi verjetno, gledalci, vedo, da je v jedru deoksiribonukleinska kislina, DNK, DNA, ki, če se poškoduje, prelomi, je seveda to začetek tudi nastanka raka. To povzroča lahko mutacije, spremembe v redosledu, pač strukturi te molekule. No in to je ključno potem zato, da nastane rak in seveda zato so že povezovali tako v epidemioloških, kliničnih študijah pogostnost uporabe telefonov in nastanek najbolj agresivnih možganskih tumorjev, to so astrocitomi, imenovani tudi glioblastomi. Astrocitomi 4. stopnje glioblastomi. No in pri tem so našli korelacije. Korelacije v
kliničnih študijah, epidemioloških študijah pa še vedno ne pomenijo, da je nekaj lahko vzrok drugemu. Samo sovpada pogostnost. Se pravi, povezava je. Povezava je. Zdaj pa seveda je treba poiskati vzrok in pa preko vzroka tudi mehanizem. To pa lahko narediš na živalskih modelih, lahko pa tudi že na samih celicah, ker tam najlažje potem manipuliraš z to jedrom, z nukleinsko kislino in tako naprej in pogledaš, kaj je narobe. Pripravili ste tudi en graf, ki ga boste danes tudi pokomentirali, glede na leta pravzaprav starosti tudi, a ne? Ja. Vemo, da trendi so taki, da zaradi varnosti starši dajo otroku telefon, a ne? No, pustimo zdaj to, koliko je to prav ali pa ni prav. Tukaj imamo graf, kaj pravzaprav prikazuje tale krivulja, kar nekaj narašča. Krivulja narašča z leti, ko se začne telefon uporabljati pravzaprav. In vidimo, da torej že okrog 20. pred 20. letom začne ta krivulja naraščati. In seveda potem narašča celo življenje, ampak že tisto prvo obdobje, tisto čisto ta prvi dvig, srednjo krivuljo pogledate, drugi dve, srednja krivulja je tista, ki je relevantna. Če pogledate, lahko že od začetka počasi narašča, potem pa z leti vedno bolj, kar pomeni, da če naši mladostniki oziroma že otroci danes uporabljajo telefone, jih bojo uporabljali kar naprej in to se akumulira. To se pravi, te poškodbe se nekako nalagajo na en način, ne? In res je, da dolgo časa traja, vendar pa, ko pride do pojavnosti tega tumorja, to je lahko že pri 30-40 letih, ampak to se zdaj vedno pojavljajo vedno prej v starosti, torej včasih se pa najpogosteje pa 50-60 leta tam je najpogostejše pojavljanje. Ampak ta trend, da se pojavljajo prej ti tumori, ki so najbolj zločesti, to so ugotavljali v švedskih, predvsem Švedi, Carlsberg in Hallard v svojih študijah na švedskih populacijah, pa tudi v Angliji. To sta dve glavni skupini, ki se ukvarjata s to epidemiologijo. Res je nevarno. Verjetno se ne zavedamo tega, kako nevarno pravzaprav to je in kam vodi potem še zraven ostale stvari, da nismo dovolj dehidrirani in tako naprej. Zmeraj je nek koktejl zadaj tega, da pride do take stvari. Zaradi tega, ker sevanja ne vidimo. In kar ne vidimo, imamo občutek, ja, saj pa nič ni. Ja, poglejte, to je podobno, kot je bilo v začetku prejšnjega stoletja, ko so odkrili sevanje X žarkov, gamma žarkov, radiacijo, ionizirajočo radiacijo. Ta radiacija prva je odkrila Marie Curie. In takrat so to odkrili, ampak se niso niti najmanj zavedali, da to povzroča raka. Tako da niso ničesar videli in zaradi tega seveda ona je umrla od levkemije, prav zaradi teh poskusov, ki so jih izvajali popolnoma nezaščiteno. Isto niso videli tega sevanja. Tega sevanja tudi ne vidimo, ne čutimo in je seveda manj energije, kakor sevanje z X, gamma žarki, to se pravi, ko se obsevamo na rentgenu, naprimer, ampak pa se akumulirajo te poškodbe. In kot ste rekli, če imamo še druge faktorje, ki tudi povzročajo poškodbe celic, ne? Ampak niso samo, torej to so lahko tudi vsak dan imamo veliko polucijo, to se pravi že v zraku, težke kovine, v hrani, karkoli pač že uživamo, kar je potencialno karcinogeno, mutageno rečemo, da povzroča spremembe DNK, vse to se lahko akumulira in se dodaja k tem sevanju. Torej, ne bomo rekli, da edino in samo to lahko povzroči raka, ampak skupaj z drugimi faktorji, ki jih pa ne moremo ločiti v našem življenju, kot ste rekli, polno teh motečih onesnaževalcev, ki se jih moramo seveda nekako braniti. Branimo se pa z zdravim načinom življenja. In lahko se, torej obstaja pot. Recimo, jaz osebno se tako, da grem vsak dan v gozd, da se ozemljujem, uporabljam, ne vem, organite, barve zaščitne, skratka, najdem veliko stvari in
verjamem, da je to tisto, kar pri samem počutju že vidim, da naredi veliko spremembo, ne potrebuješ pa pravzaprav tudi nobenega vložka, da ugasneš zvečer Wi-Fi, da ne spiš s telefonom in potem rečejo, kaj pa budilka, 5 evrov stane budilka, Navadna, mehanična. Navadna, tista pa še ziher te zbudi, pa baterija ne bo crknila. Kako pa vi skrbite za to? Verjetno je tudi vam tale raziskava malce spremenila način življenja? Ste pričakovali takšne rezultate? Pravzaprav ne, kajti veliko raziskav je bilo, ki so kazale ravno obratno, torej da ni nobenih sprememb. So bile raziskave, ki so merile povišanje temperature, kar sploh ne pride v poštev pri tem sevanju. Temperatura se ne poviša, kot so predvidevali, da so poškodbe morda zaradi tega, če že sploh so. Skratka, gledali so čisto druge parametre. In ko smo mi začeli gledati poškodbe DNK in poškodbe določenih genov, določenih tumorsopresorskih genov, ki zelo vplivajo na to, kako bomo dovzetni za tako radiacijo teh žarkov oziroma tega sevanja, potem sem začela razmišljati in začela sem uporabljati slušalke. In to je že ena zadeva, seveda pa vedno malo neprijetno, da si daš slušalke noter, pa ven jemlješ in tako naprej. Tako da bi bilo primerno, če bi lahko izdelali take filtre, ker da ne bi prišlo sevanje do možgan. Ampak kot kaže tale slika, tudi ta korelacija med povečanim pojavnostjo tumorja ravno v tem senčnem režnju možgan, tukaj je jasno, da je prišlo, in to samo na eni strani. To so opazili seveda nevrokirurgi in to je jasno, da je vpliv in korelacija teh telefonov. Slušalke načeloma dobimo vsi zraven pametnega telefona, ampak samo še dosti pametni moramo biti, da jih uporabljamo. Pa seveda, kot ste rekli, zdrav način življenja. Recimo UV sevanje je tudi kofaktor, ki sončenje, to danes že vsi vemo, včasih smo se celo sončili, da smo imeli lepši ten. No, čisto bodimo realni, še vedno se. Ja, sončimo, ampak so bile prav lepotni saloni, kjer si se lahko sončil da si se... Se še vedno so. Ja. Pa še vedno ljudje hodijo tja. Jaz jih ne uporabljam več, priznam pa, da sem jih. Tudi sama sem si večkrat privoščila, ampak vse v mejah normale pa je tudi v redu, ker z vitaminom D so pa tudi kar izzivi. To je tudi res, se popolnoma strinjam. Zato je treba zdaj pač po zimi jemati vitamin D, pa tudi druge vitamine, ki jih premalo jemljemo, ki nas ščitijo pred tudi prostimi radikali. To je nekaj, kar je tako, kar se pojavlja zaradi več vrst poškodb oziroma več vrst mutagenov, ki so okoli nas. In tukaj se lahko zaščitimo mogoče s takimi probiotiki, kot so resveratrol, kot so res C-vitamin verjetno tudi, C-vitamin, E-vitamin in drugi, skratka... Pa da ne izberemo sintetičnih. Ja, ker danes, veste, danes že na pošti lahko kupiš neko dopolnilo, res so se zelo, ampak spet so sintetična in raziskave pa kažejo, da sintetičnimi oblikami dejansko naredimo še več škode kot koristi. Ja, sintetične imajo prednost v tem, da imajo koncentrirano to substanco, ki nas ščiti. Ampak potem je vprašanje, koliko se absorbira. Tudi to res, tako da seveda naravna hrana, kjer je veliko teh vitaminov, zelenjave in tako naprej, to vsi vemo. No, resveratrol pa v rdečem vinu, kar pa seveda je spet vprašljivo do kjer mere. Ampak sami uživate kakšen deci rdečega kosila? Seveda, to ni problema s tem po večerji. Po večerji. Kako pa ste, recimo, ko ste izvedeli za vse to, da obstajajo korelacije in tako naprej, ste obvestili tudi svojo družino, ste jim rekli, lejte... Ja, posebno otrokom, vnukom, bom rekla, ki res visijo na telefonu kar naprej. In uporabo slušalk, to je edino, kar lahko naredimo sedaj, ampak pričakujem, da v bodoče bodo izdelali take telefone, ki bodo tudi sami zaščiteni, torej s filtri, kot sem že povedala. Kako pa so odreagirali? Ja, mlačno. Mlačno? Seveda, otroci se ne zavedajo teh nevarnosti. Njihova mama je pa odredila, da se telefon, ko pridejo domov, odvzame.
in da kadar so doma, ne telefonirajo. Ker zaradi varnosti, recimo, da gredo otroci v šolo in tako naprej, da jih nekako skozi kontroliraš, to je v redu, oziroma da veš, kje so, da se javljajo in tako naprej, to je že v redu. Ampak tudi v šolah, med poukom, v nekaterih šolah, ne vem če vseh, ne smejo uporabljati, morajo odložiti telefone, ne, kar je pravilno. In tudi videla sem, da recimo nekatere evropske države, mislim, da na Švedskem imajo glede tega zelo dobro poštimane stvari, po domač povedano. Recimo vrtci in tako naprej niti ne smejo uporabljati brezžičnega Wi-Fija in vsega. So dejansko popolnoma izključili. In veliko ljudi govori, da sevanje telefonov je pravzaprav neka naslednja zdravstvena katastrofa po kakšnem azbestu. Ja, lahko bi imelo to take razsežnosti, ja. Ker, kot rečeno, vse akumulira, ne. Če začnejo otroci uporabljati že dovolj zgodaj, ne, mi tega takrat seveda nismo, potem to delajo celo življenje, ne, in se akumulira, tako da verjamem, da bi bilo treba res en tak alarm sprožiti, da bi se ljudje zavedali tega, bolj kot vse. Glede na to, da so te ugotovitve zdaj relativno sveže, obvestili ste verjetno tudi državo, ministrstvo za zdravstvo. Kako gre tukaj, da pride taka koristna informacija do njih? Torej, tako je, ne. Raziskave so se pravzaprav začele na pobudo epidemioloških raziskav in potem je Mednarodna agencija za raziskave raka je potem objavila, torej vedno delajo sezname potencialnih možnih povzročiteljev raka, karcinogenov. In je dala telefone takoj, torej bilo to leta 2011, skupina se je sestala takrat v Lyonu, bil sestanek, ko so ugotovili na podlagi teh raziskav, da bodo dali telefone, mobilne telefone v skupino B potencialnih karcinogenov. Kar pomeni, da seveda je treba narediti določene raziskave, da se to potrdi in potem bi šel lahko v skupino A, ki so pa bolj nevarni karcinogeni, tistih, ki se jih res moramo izogibati, kot je danes že znano gama sevanje, radiacija, rentgen, vi veste, da se zaščitite z tisto svinčeno prevleko in tako naprej. Tako da tega se zavedamo se težkih kovin in to so vsi karcinogeni A skupine, medtem ko B so pa tisti potencialni, ko je sum, pa vendarle še ni popolnoma dokazano. In te raziskave so, ampak kot rečeno, niso popolnoma usklajene, torej ne uporabljajo enakih pogojev, nekatere imajo nižje frekvence, višje frekvence in potem so literaturni podatki včasih neprimerljivi. Je pa zdaj že okoli, bom rekla, 50 študij v svetu, ki so relevantne, ki so tudi objavljene v revijah z visokim faktorjem vpliva, to se pravi, da so dobro izvedene. No, ampak vsakdanji človek, ne glede na to, ali je v skupini A ali v skupini B, lahko že danes naredi tiste spremembe. Seveda. Še preden mu reče država oziroma... To pa je res, ne. To pa je res, da pač tudi posebno onkologi oziroma pač društva, recimo, ki so ali pa tudi gibanja za zdravo življenje in tako naprej. Društva bolnikov z rakom so tiste najbrž, ki bi bilo najbolj se zavedajo nevarnosti, ker so že v tem in pacienti gotovo priporočajo drugim, kaj ne smejo narediti, kaj so mogoče oni zgrešili v svojem življenju. Tako da zavedanje o tem res raste. In tudi midve sva danes malce prispevek dali k temu. Upam. Najlepša hvala, dr. Lah, oziroma dr. Tamara Lah-Turnšek, ki je bila danes v naši družbi. In še en nasvet od moje prijateljice, preverjen. Ona je uvedla, da kadar imajo, da enkrat na dan jejo skupaj z eno in isto mizo, vsa družina, in uvedla je pravilo, kadar so za mizo, ni telefonov. Imajo košarico, dajo vsi telefone v košarico in so skupaj, se družijo in se pogovarjajo in gledajo drug drugemu v oči. Probite to. Vse, kar gre skozi našo kožo, se absorbira v naše telo. In naše telo je celica, je živ organizem.